Pred nedavnim ste v New Yorku, ameriškem trgu, zelo odmevno predstavili slovensko vodko. Kakšni so občutki ob tem dogodku? Neverjetni. To je produkt, ki nosi ime Slovenija, zraven ima love, to je pač ljubezen in vsa ta skupina, vsi, ki sodelujemo, predvsem seveda investitorji in pobudnik gospod Gaspari, to delajo in delamo z ljubeznijo. Mi smo pridodali temu odlično steklenico, ker je pač pri vodki zelo pomembna. Vodka je transparentna pijača in seveda samo dobra embalaža poudari takšno odlično vodko, ki jo je pač naredil Fructal. Jaz mislim, da je ta produkt, ta blagovna znamka lahko globalna uspešnica čez nekaj let. Vodenje Steklarne Hrastnik ste prevzeli leta 2010, steklarna je bila takrat v kar resnih težavah. Kako ste se lotili vi te strateške preobrazbe? Kaj je bil vaš cilj, kje ste danes? Ja, steklarna je bila res takrat pred stečajem. Seveda še bolj kot finančni podatki je bilo dejstvo, da je bila pač takrat splošna apatija, strah in zato sem se najprej sodelavci lotil tega, da smo poskušali si zelo realno orisati stanje. S tem se je vzpostavila potreba za spremembe, potem smo pa začeli se pač pogovarjati, komunicirati. Vzpostavili smo tudi do vseh zaposlenih spoštovanje, s tem se je vzpostavilo zaupanje in na bazi zaupanja lahko izvajaš potem spremembe. Vse ostalo zdaj pa že zgodovina tega kejsa. Omenili ste spoštovanje, pravijo, da je vaš moto, da ne gre vem sam, povej mi, kako bo šlo. To dejansko kaže, da ste usmerjeni po eni strani v iskanje rešitev in po drugi strani v spoštovanje sogovornika. Kaj pa so še potrebne oblike za dobro vodenje po vašem mnenju? Zame je zelo pomembno, da prevzameš najprej odgovornost zase, potem si zadaš cilj, strastno zasleduješ in potem nekaj za to narediš. Ker če samo sediš pa čakaš, da se bo naredilo, pa lahko na papirju vse idealno, se ne naredi. Zato je pač zame pomembno, da iščeš tisto, kar je, ne tistega, kar ni, da te na tem gradiš in potem dograjuješ in potem je v evoluciji priješ do napredka. Eden od vaših trenutno bolj znanih produktov je kozarec Spik. Gre za socialno podjetništvo oziroma družbeno odgovornost. Je tudi družbena odgovornost ena od vaših pomembnih vrednot? Absolutno. Podjetje, ki ni družbeno odgovorno, ki ni vpeto v okolje, ki okolju tudi ne vrača, ki ne čuva okolja, ki se ne obnaša korektno do zaposlenih, ne more biti uspešno. To je pač dejstvo. Drugo je, da se to zdaj potrjuje tudi že z skrbnimi pregledi kupcev, ker naprimer mi se zdaj selimo vedno bolj v verige, ki prodajajo dražje proizvode, kjer so kupci zelo občutljivi na to, kakšni so dobavitelji, odkot prihajajo. Zato te zahtevne verige ali pa kupci prihajajo k nam in to pregledujejo. In če okolikor mi ne bi čuvali okolja, okolikor ne bi se obnašali korektno z zaposlenimi, okolikor ti ne bi bili motivirani, potem tudi oni ne bi kupovali od nas. To pomeni, da to danes je že tržna priložnost. Danes se srečujemo na podelitvi priznanj najboljšim inovacijam območne zbornice Zasavje. Kako pa v vašem podjetju spodbujate inovativnost? Ja, vse posod spodbujamo, najprej že drobne izboljšave, predloge. Res poskušamo, da vsak od zaposlenih, ki ima kakršnokoli idejo, da je zainteresiran in tudi, da se potrudi, da je da naprej, ker od tega seveda ima podjetje učinke ugodne. Hkrati pa to povezuje podjetje. Ne gre tu samo za finančne učinke, ker se potem vsi zaposleni počutijo bolj, da pripadajo enemu podjetju ali pa procesu. Hkrati so pa te inovacije pa vrh vsega tega procesa. Tako da pač jaz sem zelo vesel, da imamo tudi vsako leto tudi kakšno nagrado za inovacijo. Hkrati pa smo tudi v našem razvojnem centru že prijavili 2 patenta. Tako da je to za naš nadaljnji razvoj ključno. Mi lahko obstanemo na trgu samo z vedno bolj inovativnimi proizvodi, ampak to ne samo tehnično, inovativnimi tudi na prodajnem področju, se pravi inovacije na vseh področjih. Tako da je zame danes to priznanje zelo pomembno in računam, da jih bo še veliko prihodnje. Kaj pa prihodnost? Kaj načrtujete za naprej? Mi smo zdaj
sanirali podjetje v tem smislu, da finančno posluje uspešno, da imamo pač dobiček, da smo znotraj vzpostavili učinkovit tim, da seveda smo tudi investirali tisto, kar je bilo najnujnejše in prenovili, kar je bilo potrebno. Zadnja je bila pač 5G, posodobitve avtomatske kontrole, procesno vodenje v tovarni Special. Seveda zdaj smo pa pred novim investicijskim valom konec leta 2014. Tako da zato potrebujemo spet sveža investicijska sredstva, po tisti investiciji pa računam tudi strm vzpon finančnega rezultata. Pomeni, da je zato pa se lastnik tudi odločil, da poskusi preveriti, ali najdemo na trgu kakšnega strateškega partnerja. Jaz računam, da bomo ga našli, s katerim bomo še lažje speljali te naše razvojne črte. Ukolikor se to ne bi zgodilo, bomo pač nadaljevali samostojno pot in tudi ta je mogoča. Da smo v času krize, kaj bi bilo recimo vaše podjetje je izredno uspešno tudi v času krize, eno vaše sporočilo pozitivno Slovencem, slovenskim podjetnikom? Mi se v Steklarni Hrastnik ne ukvarjamo s tem, kaj se dogaja v politiki, seveda to ima vpliv tudi na nas, ampak to ne moramo spremeniti ta trenutek. Mi se ukvarjamo sami seboj, poskušamo izboljševati svoje lastne procese, svoj položaj na trgu in računamo, da nas bo to obvarovalo pri tem, da ne bomo imeli težav. Tako da, če nam to uspelo, mi se včasih imenujemo vrnitev odpisanih, pomeni lahko tudi še marsikomu v Sloveniji. Jaz vem, da v Sloveniji je cel kup dobrih primerov, veliko dobrih podjetij, veliko več, kot je ozaveščeno v javnosti. Medije prosimo, da pač te zgodbe predstavljajo. Jaz pa pozivam vse, ki podobno razmišljamo, da se povežemo v mrežo in da naredimo to spremembo, ki Slovenija zasluži. Da bo uspešna dežela, ker ima za to čisto vse predpogoje.